Individualna pa kolektivna zavest. Kaj zdaj s tem? Pa koliko v bistvu itak imamo mi domet do svoje individualne zavesti, kolektivna kreira nekaj, mi nekaj. Kako je zdaj s tem? Ker sta dva pola. Glej, ob kolektivni zavesti, ker vprašanje je razumljivo, je potrebno ozavestiti, da obstaja tudi kolektivni ego. Ne samo kolektivna zavest. Mnogi ljudje to ne ločujejo, ne znajo tega prepoznati. Kolektivni ego narekuje samomor človeštva. In če pogledamo, v kakem času in razmerah zdaj živimo, to je vse posledica delovanja kolektivnega ega. Naprimer, dajmo mi to ločiti na Slovenijo, ker večina nas je tu iz Slovenije. Vkolikor je, tako bom rekel, v Sloveniji vlada kolektivna nezavest in visok kolektivni ego, iz česa je sestavljen ta kolektivni ego? Iz 2 milijona egov. Je jasno to? Se pravi, tako da potrdi moje besede, tisti, ki me spremljate že dlje časa, ti me poznaš koliko, 10 let, eni še dlje, vam je to lažje razumljivo kot tistim, ki so zdaj šele, naprimer, stopili na svojo pot. Naprimer, en sam posameznik lahko spremeni celotno družbo. Skupinica, majhna skupinica ljudi lahko spremeni cel svet in še zmeraj ga je. Nikoli ni masa ljudi ničesar spremenila. Masa ljudi je samo manifestirala ali idejo velikih ljudi, ali program. A razumete, o čem vam govorim? Tako da, naprimer, govori se o evoluciji. Jaz evolucije ne priznavam, ampak priznavam dialektiko. Kaj to pomeni? Dve različnosti ob soočenju, se pravi, ob soočenju, pazite, to je globoka stvar, dobro razmislite o tem. Ob soočenju medsebojnem oziroma občevanju medsebojnem ustvarita tretjo kvaliteto in to je osnova življenja. Pa vzemimo to čist banalno vsakodnevno. Oče in mati, otrok je dialektika. Otrok ima v sebi očeta, otrok ima v sebi mater in še sebe. Se pravi, otrok je višja kvaliteta od očeta in od matere. In če pogledamo v rastlinskem svetu, je isto tako. Če pogledamo v živalskem svetu, je isto tako. Razen pri izjemah, ki so hermafroditi. Se pravi, da napredek človeštva lahko gre samo skozi dialektiko. Naprimer, zdajšnja situacija v svetu, lahko gre samo skozi dialektiko, ali bo pa človeštvo šlo brmf, in ker živimo 13 000-letni ciklus, smo zdaj z eno nogo v peklu. To vsi čutite, to vsi vidite, to vsi veste. Kaj nam je za narediti? Ja, pa dvigniti nogo z tega, ne narediti naslednjega koraka. Nemogoče je to narediti, če ne izbrišemo iz glave sistema, v katerem živimo.